Citroen je pred leti kar nekaj časa iskal svojo identiteto, za katero se skoraj zdelo, da je splavala po komercialnih vodah. Saj veste, njihovi avtomobili so vedno veljali za malce ekstravagantne. In ko bi se skoraj zgodilo najhujše, je pripeljal C4, kupé. Seveda ne gre za pravi kupé, le za dobro marketinško potezo, ki se je danes loteva veliko proizvajalcev. Tale ima 3 vrata, ker je tako bolj uporaben in ker ga je bilo dejansko lažje in ceneje razviti na osnovi običajnega C4 ali Peugeot 307, če želite. Tudi to je res, da je ta model na trgu že skoraj 5 let in da je tale že prenovljen, ampak zelo malenkostno, da ne bi bili lastniki prejšnjih užaljeni in ker je roko na srce še vedno pravi oblikovni posebnež. Dovolj drzen, da je všeč tistim, ki ne marajo voziti le kupa pločevine. Po drugi strani pa tudi dovolj običajen, da ga lahko uporabljate vsak dan. V kabini je presenetljivo veliko prostora in marsikaj kvalitetno tudi na otip, ne le pogled. Če je paket opreme VTS, sta fina tudi sprednja sedeža, v blagu, alkantari in usnju. In spet je tudi tu, notri, veliko posebnosti. Ob zračniku se skriva prostor za dišave, ob sedežih pa držali za pas, da se ne stegujete tako daleč, kot so dolga vrata. In ta so res dolga, kar boste opazili med tesnimi parkiranji. Najbolj zanimiv pa je tale volan. Kot vidite, je sredinski del pri miru, vrti se le obroč. Za hitro vožnjo ni najboljši, predvsem zaradi drugačne drže rok na njem, ki sedita na prečkah. Tudi gumbov je tukaj toliko, da potrebujete kar nekaj časa, da vse osvojite. Hupa pa je na spodnjem delu. Ekstravaganca pač. Ravno ta pa je kriva za še eno slabo lastnost – preglednost. A stebrička sta postavljena namreč ravno tam, kjer vam zakrivata pogled v ovinek. Bog bi lahko lepše razkazovali večji vzvratni ogledali, medtem ko nazaj zaradi deljene šipe praktično nič pametnega ne vidite. Je pa zato aerodinamika rekordna, pa še parkiranja so lažja. Turbobencinski motor, ki je nastal v sodelovanju z BMW-jem, je odličen izdelek. Lepo vleče skozi celotno delovno območje in je 110 kW tudi precej močan. Vendar vas niti ta ne sme zavesti, da gre za športen avto. Zakaj takšnega ob močnem pospeševanju volan preveč vleče iz rok, ob večjih hitrostih pa tudi nos sili naravnost? C4 kupé v glavnem ni reli replika, temveč zmogljiv avtomobil s 3 vrati. Vsaj z voznimi lastnostmi ne želi konkurirati raznim GTI-jem in podobnim. Gre za avtomobil, ki ima že vnaprej znane kupce. In ti bodo, zaradi vseh posebnosti, ki jih ponuja, nad njim navdušeni.